izpostavila par stvari, ki so meni bližne, s katerimi se ukvarjam, bi vas opozorila najprej v ponedeljek zvečer. Imamo v odboru Libe glasovanje o reformi šengenskega sistema. Jaz sem poročevalka za to reformo, vam pa povem, zakaj gre. Ta trenutek imamo v Evropski uniji, v šengenskem prostoru, če sem natančna, 6 držav, ki je kot 3 leta uvajajo notranje nadzore na mejah. Vseh teh 6 držav, ki je članic Evropske unije, so praktično v nezakonitih postopkih. Zato je Evropska, vključno z Avstrijo, zato je Evropska komisija pred časom predlagala reformo šengenskega sistema in je dejansko dala na mizo predlog, ki legalizira te nelegalno obstoječe prakse. Ker ni našla druge poti ven, je skušala v resnici tem državam omogočiti, da to delajo naprej, kar postavlja pod vprašaj samo obstoj šengenskega prostora. In mi smo v Evropskem parlamentu, jaz kot poročevalka v zadnjih mesecih opravili vrsto razprav in naredili zelo ambiciozno poročilo tudi v sodelovanju s Slovenijo, ki je v taboru držav, ki želi ohraniti šengenski prostor, tak kot je, s čim več svobode gibanja, ker je to vendarle ena od vrednot Evropske unije, povezovanja in simbol Evrope. Tako da zdaj smo v situaciji, poročilo je bilo predstavljeno, dopolnila so bila narejena. V tem poročilu se jaz zauzemam za to, da lahko države imajo zapore na notranjih mejah do maksimum 1 leta. Do maksimum 1 leta, potem pa eventuelno še 2 leti z različnimi varovalkami. Varovalke so veliko bolj jasne, kot so danes. In zapleta se ta trenutek med evropskimi vladami. Če sem iskrena, imamo 2 tabora vlad, ki sta precej ideološko razdeljena. So države, ki bi si želeli imeti več suverenosti pri nadzoru na notranjih mejah, in so države, ki bi želeli Schengen ohraniti čim bolj prostor svobode gibanja, med katerimi je tudi Slovenija. Ta del držav je po številu večji, po politični moči pa mogoče še krajši. V ponedeljek imamo glasovanje v mojem pristojnem odboru, pričakujem, da bo zelo težko glasovanje. Zdaj sem se v zadnjem trenutku odločila, da ne bom šla po glas, da bi dobila tudi mandat za pogajanja z vladami, ker nismo tako daleč v dogovorih. Bo pa v ponedeljek vsaj se nakazalo, kje približno smo, občutek pa imam, da vsaj en velik del Francijeve Evropske ljudske stranke gre proti poročilu. Razlogi so različni, ljudje prihajajo z različnih držav, imajo različne argumente. Jaz upam, da nam bo uspelo vseeno dobiti neko večino, ki bo pokazala, da si želimo obdržati šengenski prostor, kot je, in ne tak, kot je danes. Ker danes imamo res 5-6 držav, ki nezakonito uvajajo notranje nadzore na mejah. In v situaciji, v kakršni smo, ko smo v zadnjih letih uvedli vrsto novih ukrepov, od sistematskega pregledovanja potnikov na mejah do pametnih mej, ki bodo kmalu prišle, da postajajo vsi ti ukrepi zelo nesorazmerni, če gledam, kako krepimo varnost na mejah z različnimi podatkovnimi bazami, da ne dosegamo več namena, da lahko potniki svobodno, predvsem pa gladko potujejo, da niso pregledovani skozi 2-3 različna sita, ki med sabo niso kompatibilna, in da v bistvu ogromno denarja zapravimo za vse te sisteme, ki jih uvajamo na mejah, med sabo pa dosti niso kompatibilni. To je ena stvar, ki bo zanimiva v tem kontekstu, bo tudi razprava v sredo, ki bo govorila o zaključkih vrha Evropske unije. Veste, da med zaključki so tudi migracije, čeprav bo vrh se bolj ukvarjal z Brexitom, ampak v tem kontekstu migracij, če gledamo, zaključke so izjemno ohlapni. Jaz sem razočarana, ker se ukvarjajo dobesedno z istimi stvarmi, ki jih beremo v zadnjih nekaj mesecev in mogoče že počasi let. Ni presežka, še zmeri se evropski voditelji ne sporazumejo o reformi migracijske in azilne politike. V Evropskem parlamentu smo sprejeli vseh 7 zakonodajnih predlogov, vključno z reformo dublinskega sistema. Vso zakonodajo, ki je potrebna za učinkovito upravljanje z migracijami, smo v Evropskem parlamentu sprejeli.
zadevo zablokirali. Mi smo poslali 14 dni nazaj vseh 7 poročevalcev iz vseh političnih skupin pismo avstrijskemu kanclerju, da naj Avstrija to nemudoma da na mizo in da deblokira celotno migracijsko in azilno politiko. Pismo je bilo v tujih medijih lepo sprejeto, bil je pritisk ustvarjen evropske voditelje, ampak še zmeri se zadeve ne bodo primaknile, tako da se bojim, da do konca avstrijskega predsedovanja ne bomo dobili učinkovite migracijske azilne politike, ne bomo doživeli tiste nujne reforme, ki je bila potrebna, da bi znotraj Unije uspelo upravljati z migracijami. In kar vidimo je, da evropske vlade uspejo delati dobre ukrepe, ko gre za eksternalizacijo, se pravi ukvarjanje z Afriko, Bližnjim vzhodom, kanaliziranje denarja tja, kar pa gre za ta notranja pravila, pa dejansko ne najdejo več podlaga, kar je zelo, zelo zaskrbljujoče. Dve stvari še, eno je, da bomo imeli zelo zanimivo resolucijo naslednji teden, in to bo o vzponu neonacističnega nasilja v Evropi. To bo precej pomembno, v torek bo glasovanje in seveda v njej, jaz sem med pogajalci tega dokumenta ostro obsojamo širjenje vseh radikalnih gibanj, dejanj, besed, celo prepoved političnih sil, ki imajo znamenja nacizma, fašizma, o tem specifiko omenjamo posamezne države, ki imajo, vam predlagam mogoče, da osnutek preberete, sicer je še drugi teden še en čas za pogajanje, da imamo dokončno verzijo besedila, ampak bo močno sporočilo in v tem kontekstu vas lahko upozorim na en dogodek, ki bo v Trstu. Imamo v velikih državah po Evropi razne znamenja nacizma, fašizma, ki nas morajo skrbeti, in zdaj luči je ta resolucija. V Trstu imamo 3. novembra shod Casa Pound, verjetno ste zasledili. To so zelo nevarni performansi, ki spodbujajo predvsej nevarne delitve v Evropi, so platforma za razno izbivanje frustracij, sovražnega govora in ustrahovanja. In jaz mislim v Ljubljani za strogo organizirati konferenco 8. novembra v klubu Maksimalkega v Svabel na njo proti kulturi strahu. Tako da to bo nekaj, kar bo zelo zaznamovalo čas do volitev in v tem okviru vas opozarjam še na naslednji teden na razpravo o Facebooku, Cambridge Analytica in resoluciji, ki bo zelo zanimiva, zaradi tega, ker gre za to, da Facebook še zmeri nam ni podal odgovorov na to, kako hrani podatke nas uporabnikov, še vedno ni urejene zakonodaje, ki bi šlo v luči z našim podarjem, to je zakovanje osebnosti evropejcev pri osebnih podatkih, tako da Facebook in Cambridge Analytica bo tudi zelo zanimiva razprava, da se tudi naslednji teden. To so mogoče z mojih temah. Ja, lepo zadaj z moje strani. Drugih odborih, kot stanje, sem sam aktivn, zato bi izpostavil tiste stvari, s katerimi se tudi več sam ukvarjam. Ponedeljkovo popoldansko zasedanje bo namenjeno temam, ki so povezane z okoljem, se pravi najprej kakovost vode, potem zmanjšanje plastičnih proizvodov in pa tudi emisijski izpusti v prometu. Gre za ta poročila pri direktivah, ki grejo v smer pri vodi, je enostavno splošno ugotovitev, da je stanje s pitno vodo v Evropi relativno v redu, da je skozi okoljske ukrepe, ki se izvajajo vrsto let, prišlo do izboljšanja teh parametrov, da pa še vedno potrebno in na eni strani pritisk izvajati na kvaliteto vode, po drugi strani pa tudi boljši pregled podatki, dostop do vode, še ki je tudi po svoje problematičen, povezano pa tudi potem z kvalitetnejšim omrežjem, zmanjšanjem porabe energije za pitne vode in pa zaključuje tudi s tem, da se skozi še nadaljne izboljšanje
kvalitete vode s pipe omogoči, da bi čim več držav imeli ta privilegij, kot ga imamo z mi, da odpreš pipo in pa piješ pitno vodo in da je to v bistvu boljša kvaliteta kot tista, ki jo kupujemo v plastenkah. Plastika je drugo poročilo, ki je zelo na udaru, če lahko temu tako rečem, v zadnjem času. Vsi spremljamo alarmantna poročila o tem, kako drastično narašča poraba plastike iz leta v leto. Logično je, da se v državah, kjer se je v zadnjih desetletjih močno dvignil standard, predvsem Azija, tudi Afrika, in pa velika urbana središča, v katerih živi vedno več ljudi, posledično proizvajajo vedno več tega embaliranja in pa večje porabe plastike. Tu je v povezavi s tem zanimivo tudi prejšnji teden izdano poročilo ali nov kaže pod roadmap za biogospodarstvo, znotraj katerega je tudi sam zelo aktivno v tem področju deluje nekaj nekaj poskusa, kako v bistvu z naravnimi materiali poskušati zrivati to plastiko in celo poročilo, ki se tudi tiče plastike, gre v tej smeri, kako naprimer te piknik variante plastike, ki jo imamo kagobalon, česa, kako omejevati, tudi poskus prepovedi nečesa, po drugi strani pa tudi z razvojem biogospodarstva priti do novih biorazgradljivih materialov. Ključni problemi so tu ostanki plastike, mikroplastike v oceanih, še enkrat zaradi tipa poseljenosti, kjer je v bistvu na obalah oceanov morja glavnina prebivalstva živi in sistem, ki ga imamo v Evropi, kar se tiče zbiranja odpadkov, je daleč predostavljeni in na nek način Evropa tu poskuša iti v to smer še naprej biti zgled ostalim in pa najprej vse svoje domovnosti narediti posebno za te kupe še v zadnjem času. Tretje poročilo glede spodbojanja čistih energetskih učinkovitih vozil za cestni promet. Gre za ta sklop, ki ga tudi naša komisarka skozi cel mandat poskuša uveljaviti. Po eni strani prehod k vozilom z bistveno manjšim vplivom na okolje, posledično v tem poročilu predvsem ugotavljanje še vedno od 0,5% do 1% samo električnih vozil, ki so in pa ostalih tipov motorjev, ki imajo za posledico zmanjšanje izpustov, zato je tudi potem poskus, da bi predvsem na področju javnih naročil tudi države pripomogle k temu in v to smer bi tudi to tretje poročilo. Ostalo Tanja omenila, običajno so dve takšni ključni debati med samim zasedanjem torkove in pa sredine. Sreda pregled vrha EU, Tanja je omenila že področje migracij. Drug šlager tema, ki se vleče skozi vsa leta, je Brexit. Spremljate, več ali manj so te glasovi v kakšnem podaljšanem prehodnem obdobju vedno bolj aktualni. Definitivno je to, da se na novembrskem kakšnem vrhu do nobenega sporozuma ne more priti. Ključni problemi so pa zelo jasni, da hard Brexit, ta trda varianta, nikakor jo ne zložiš skupaj z Irsko, kjer je predvsem pretok ljudi in pa tudi blaga pogojevali. Mislim, da bo še kar nekaj časa preteklo, predno bo prišlo do enega kvalitetnega sporazuma in ali bo kakšen norveški, švicarski model, Kitajska, ki bi približno lahko šel potem z 400 zahtevami, dokaj bo zadeva zelo težka. Zanimiva bo razprava z romunskim predsednikom, ki bo sledila prejšnji razpravi z premijerko, sta iz različnih političnih skupin, tako da se zna tudi premijerka iz stanjene skupine socialnih demokratov, premijer iz EPP-ja in poznamo tudi razmere v Romuniji, tako da bo se to dve atraktivni temi. Kar bi mogoče dodal, pa ni predmet tega zasedanja, poteka pa zelo intenzivno tisti, ki smo v
odbori, ki so povezani z področjem finančnim okvirom, se pravi s financiranjem, to, kar konkretno potem čutimo mi državljani, tako iz prvega programa razvoja, iz kmetijskega razvoja podeželja in pa iz kohezijske politike. Zdaj so ključni trenutki, ko tudi v Evropskem parlamentu pripravljamo amandmaje, pripravljamo poročila na te teme. V oktobru, novembru bodo te teme šle skozi ključne odbore Evropskega parlamenta in v tem delu opažam podobno kot prejšnja leta bistveno premalo aktivnost doma pri nas. Mi smo v času, ko se piše usoda se pravi obdobje po letu 2021 in bojim se, da bomo zopet podobno kot vsa leta doslej, ali pa v dve perspektivi, ki sta za nami, začeli na probleme perspektiv opozarjati 2 leti po tistim, ko bo vse sprejeto. Danes je lahko naš glas slišan, moram reči, da poskušam dobiti čim več informacij tudi iz ministrstev, da približno stajeno delujemo na teh področjih, ki še vedno odločajo o 2/3 proračuna Evropske unije, praktično v celem denarju, ki se potem tudi porabi, alocirano v državah in to so zdaj ključni trenutki. Kmetijstvo je, imamo v naslednji tednu ta poročila že, se bodo pripravljena in prihaja do precejšnjih sprememb v teh politikah, tako da se mi zdi včasih, da je to tema, ki je podcenjena, dejansko pa od EU-ja ima zelo konkreten vpliv na naše področje in na življenje prihodnosti. In za razliko od delovanja v domačem parlamentu, kjer se v času zasedanja parlamenta ne odvijajo zasedanja odborov in pa pripravljalnih sestankov, teh shadow meetingov je v bistvu v času Štrasbura na teh področjih zelo veliko in samo veliko pošten bom naslednji teden bistveno bolj aktivno v ozadju kot pa na sami plenarki, kjer so ta poročila vidijo neko zaključno fazo in samo ocenjujem, da so tam tudi za Slovenijo ključna vprašanja in pa tudi ključne rešitve. Nemčija je uvedla prepoved za določeno letnika dizel vozil. Ali kaj slučajno v komisiji razmišljate, kam ta vozila, potem, ki je en prepoved, Nemčija da uničenja ali izvaža, bom rekel, v te tako imenovane eksotične države? Je to urejeno ali ni? Tu naslavljate zelo pravo vprašanje. Tako kot je še mogoče tudi pri električnem avtomobilu, kakšno vprašanje, kaj je baterija, koliko je virov, je to elementarno vprašanje. V tem trenutku se ve, da se dela na nek način tudi nemška odločitev bila, tudi posamezna mesta so se odločila, tudi njihova sodišča so potem dala prav tem mestom, da so lahko to uvedla. Tok avtomobilov je pa zelo jasno. V manj razvitih sveta pa je to lahko že malce v naši bližini proti vzhodu ali pa tudi Afrika, ki je pretečno bolj neurejena zadeva, če ne vprašam. Pa se bo na tem kaj naredi, ker to je elementarni problem tega zadeve? Glejte, kaj ste v komisiji mislili, ne vem, ker je pač smo v parlamentu to in ne poznam zdaj, ali parlament, komisija razmišlja o kakšnem direktnem stopu v to. Ta regulativa, ki pa gre z izpusti in pa z bodočo avtomobilsko industrijo, je vezana predvsem na nova vozila. Ni odgovorov, gre za potrebo po zmanjšanju izpustov, ki so določena za določeno leto, veljajo pa in uveljavljala se bodo pri prodaji novih avtomobilov. Sam tukaj, če gledam, recimo Audi dale kazen 700 milijonov evrov, zaradi tega, ker niso prav testirali določenih števila avtomobilov. S to kaznijo, s temi, bom rekel, dodatnimi prihodki bi lahko se kaj naredili na tem področju, se uvede kakšna kontrola, kam gre potem ta stara. Se strinjam z vami in je to gre v bistvu za en pretres evropske, nemške ali pa tudi evropske, da rečemo, avtomobilske industrije. Mislim, da je tu definitivno gre to v zadnjo spopad po teh konceptov, kjer je evropska avtomobilska industrija stavila na to zmanjšanje izpustov predvsem z učinkovitim dizel motorjem. Medtem, ko je bil pogled Američanov bencinski motor plus elektrika, te kombinacije. Tu sta dva spopada, zdaj
Da se zelo špekulirati o tem, kdaj se kaj dogaja, ne vem, prvi kvartal, ko je Volkswagen presegel Toyota, je v Ameriki kasiral to zadevo. Definitivno pa delajo stvari, kar se Nemci zdaj za glavo držijo in bo imeli dolgoročne posledice na nemško avtomobilsko industrijo, posledično na evropsko ekonomijo. In zdaj nezaslišano to, kar so naredili, da s temi zavajanji skozi merjenje izpustov se to dogaja. Ne. Generalno pa je z temi učinkovitimi dizli po prepričanju nekaterih so dosti več naredili kot samim benzinskim motorjem ob na nek način še neznanki, do kje lahko elektrika v samem prometu in s kakšno hitrostjo nadomesti in pa kje so limite tudi električnih avtomobilov, predvsem z vidika baterij. Vekolikor ne bo razvoja, kakšne druge zgodbe, kar poznam ta Horizon projekt, ki bo šel v Ljubljani, skupaj s kolektorjem skozi je bila ta industrijska zadeva, ki bi v bistvu bo po Teslinih načrtih napajanje v bistvu iz tal preko elektrike, ne pa z baterijo in tu so deljena mnenja tudi, do kje lahko elektrika stopi noter. Generalni koncept pri masovni proizvodnji je pa spopad med dizlom in pa benzinom v tem delu, kjer je nemška industrija stavila predvsem na učinkovit dizel, veliko naredila z njim, očitno so pa tukaj v teh zavajanjih s podatki naleteli na neko mino, ki bo zelo drago stala predvsem na dolgoročne pogledu te industrije, bolj kot na teh kaznih, ki bodo te giganti lahko zmogli. Mene zanima tole, v četrtek dopoldne, ko je zaščita evropskih finančnih interesov, vračanje denarja in premoženje tretjih držav. Če bi mogoče veste, kaj bo v tem, pa mogoče komentirala, ali bo parlament delal kaj zaradi teh primerov pranja denarja v Danske bank, v Deutsche. Sam nisem tukaj deležen, da ta poročila je pa to ključen problem. Ključen problem pregleda in pa pranja denarja, financiranje terorizma, izmenjave podatkov. Moram priznati, da ne poznam detajlov, ker mislim, da tega odborih in izključen. Ko sem še delal prej s temi poročili iz onih področij, ki niso še zdaj na vrsti na dnevnem redu. To zdaj, glede komentarja na Ljubljansko banko... To je Danske bank, ta v Estoniji. Aha. 200 milijard. Ja, poznam. Ne znam vam odgovoriti, če tam je ti mogoče potrebno nekaj kabineta. Škoda, ni Romana je bila tukaj zelo precizna. V Strasburu imamo drug teden, se pa bo odbil na Kalbi, na srečanju pa mogoče še kdo takoli. Aha, ki pa? O imenu nacističnem nasilju v Porkali četrtek, gospa Pajona dejala, Ja, mislim, da je v torek razprava, pa pol v sredo glasovanje. Noter sem vam dala newsletter, vam bo poslala to tudi v elektronski obliki in tam vedno pod vsako temo, in je ta tudi noter razpisano. Imate kdaj je razprava, pa kdaj je glasovanje. Zanima, ali gospod Bogovič, kakšno bo vaše stališče s tem, oziroma vidite kakšno povezavo med izrazito protimigransko retoriko neonacističnim Glede, to je eno od tem, oziroma tem, ki je gorivo tem neonacističnim in pa skrajnim gibanjem, ki ima te radikalne stališča. In definitivno mislim, da je to tema, ki je potrebna resnega dialoga, ne pa na takšen način izpostavljanje problematike in pa dobesedno igranja na te strune antimigrantske politike in da gre v napačno smer, da je treba v dialogu to zadevo rešiti. Zdaj, kot je že Tanja omenila, pri temi so različni pogledi med državami, predvsem zadeva se mi zdi tako dokaj enotno, se zdaj vedno bolj ugotavlja in podpira ta pristop varovanja zunanjih meja, kjer imamo paradoks, recimo Poljaki so tudi proti temu, ravno s poljskimi kolegi govoril,
argumentirajo, da ne bi rad videl, da bi imeli nemške vojake na poljski meji. Zdaj, kako to so take druge zgodbe, ampak generalno ta usmeritev je več ali manj sprejeta, čeprav tudi ni tako enostavno, kot je na prvo pogled zgledal pri vseh državah spraviti skozi, zapleta se pa v drugem delu, predvsem ta kvotni sistem in pa te različni pogledi država z različnimi tudi nekimi izhodišči, kako lahko to upravlja. In poznamo pa, da je to zelo prikladna tema za volitve in pa dobivanje glasov. Še sam dodam, ker smo govorili o tej resoluciji, ne? Zdaj, radikalna desnica nekje, ali pa tudi ta fašistična retorika, je zelo organizirana na en način, ampak veliko pomoči dobiva zunaj Evropske unije. Ne vem, če ste zasledili, da je ta nekdanji strateg Trumpa, Steve Bannon, napovedal en zelo ambiciozen načrt, kako bo ta nevaren populizem, ta revolt proti kakajni združi je zelo proti priseljenska imigrantska politika, skušal mobilizirati in jo postavil v Bruslju neprofitno organizacijo, gibanje, ki bo tudi financirano in bojo strašno organizirani. Te zunanji vplivi, ko bo prišlo do evropskih volitev, bodo financirani tudi od zunaj. Na eni strani, kar je zanimivo letos opazovati, tega prej ni bilo. Z ameriške strani to je kar odmeval ta korak in tudi z ruske. Zdaj sem imel včeraj eno zanimivo konferenco stroko v Bruslju, so bili skandinavki, francozi, pa smo se ravno o tem pogovarjali, kaj se dogaja s tem nevarnim populizmom, radikalizacijo, z skrajno desnico in tudi fašističnimi gibanji. Strašno so organizirana. Zdaj težko je specifike določiti, ampak imajo pa sigurno en skupen imenovalstvo, pa je ta protipriseljenska, protiimigrantska. In to bo velika tema skozi kampanjo. In zdaj na večjih ravneh skušamo se proti temu boriti, bo pa to zelo velik izziv. Tudi za medije na koncu tradicionalno. Ker imamo vse svoj na platformah socialnih omrežij danes in ta resolucija je obseja za Facebook, ob drugem, kar delamo. Komisija je dala zdaj eno ukrepavan, kako v kampanji paziti, kaj vse se bo na omrežjih delati, kako omejevati poskuse, manipulacije, ustraševanja, napačnih informacij, sovražnega govora, ki je zelo zdaj prisoten na tem času omejevati. Če se lahko na to temo vključim, zdaj, jaz mislim, da včasih, jaz sem tako občutek, že po teh 4 letih, bom čisto osebno stališče zdaj povedal, precej naivno delujemo v Evropski uniji včasih. In ko gledamo globalno poteka, tako kot je skozi zgodovino tudi danes strateški spopad na globalni ravni. EU28 danes, EU27 tudi zaradi globalnega spopada v veliki meri. Hkrati pa Evropa obkrožena, če hočete, s Putinom, njegovim vplivom, ne vem, imamo Erdogana, pa ne vem, se vidi Saudska Arabija, in pa na drugi strani Trumpa in pa ameriški vpliv. S to Bannon prihaja v Evropo s ciljem razbiti Evropsko unijo. In doslej mu je, hvala Bogu, uspelo nagovoriti, pa nekako v svoje vrste pridobiti Salvinija in pa Le Pena. Preko tega ni prišel še zaenkrat, da bi bil dobro sprejet in zaželjen svetovalec tudi tistih, ki imajo pri migrantski politiki drugačen pogled kot Evropska unija, je pa njihov skupni imenovalec močna in pa ohraniti Evropsko unijo. In v tej točki, mislim, da smo zdaj na neki točki preloma, kjer se bo zdaj videl, v katero smer bo zadeva šla. Težka materija urejanja in pa bodoče politike, migrantske politike, hkrati pa ohraniti Evropsko unijo v tem okviru EU27. Preko sem omenil Salvinija, Le Penova lahko še poraža omenimo, to je v bistvu isti krok, ki je konc koncev uspel v tej zadevi. Zdaj,
če gledamo podatke Eurobarometra, jim se je v bistvu tako po eni strani Brexit kot Trump obrnil v hrbe tistim, ki so mislili, da bodo s temi procesi zmanjšali to kohezivnost Evropske unije. In v tej točki jaz moram reči, da včasih zelo pogrešam en zelo pošten, odkrit dialog enakovrednih partnerjev za to mizo. Jaz imam občutek po teh 4 letih Evropske unije, da imajo nekateri iz teh močnejših držav, pa iz starih članic Unije, neko uzurpacijo resnice in ko si nekdo malo drugačni iz novih članic, predvsem želi razložiti kot nekaj nedopustnega in mu je treba malo po domače rečeno dve okoli v šest. Premalj enakovrednega poštenega dialoga. In je pa to tema, ki je pa še hoče bistveno bolj razdelila Evropsko unijo, kot jo je ekonomska kriza. In zato je to velik preizkus in tu v teh debatah in v teh stvareh bo treba biti zelo precizen in ločiti, kaj je pravzaprav konec konca tudi grožnja za našo prihodnost. In sam jo vidim v tistih, ki so si dali prihodni cilj razviti Evropsko unijo brez scenarija, kako bomo Evropejci bolj doživeli. V drugem delu je pa treba med tistimi, ki verjamemo, da je življenje v Evropi tudi v naslednja leta, kot je zadnjih 70 let boljše, če smo združeni v Evropski uniji, kjer je pa potreben odkrit dialog in na koncu tudi spoštovanje vseh pravil demokracije, ki so osnova, da lahko to deluje. Ni enostavno, smo unikum v svetovnem formatu, ni take inštitucije in nobena ni država 70 let. Zato je za manj pričakovati, da je to enostavna zadeva, zahteva pa po svoje. In je ta problem, da smo prišli skupaj iz različnih sistemov, različnih principi delovanja demokracije v posameznih državah. Deviacije se dogaja znotraj Evropske unije v posameznih državah in je zelo zahteven proces. In kot sem že rekel, zame je pa ključna grožnja neka kampanja, ki je spodbojena od zunaj, zato da bi razbila Evropsko unijo, ki je kot taka postala globalni igralec, da se lahko pogovarja z Googlom pa s Facebookom. Nobena evropska država sama se ne more pogovarjati s temi multinacionalkami. Tako da so v bistvu te sile, velike strateške sile, Kitajska, Amerika, vidimo, kaj se dogaja, plus vpliv multinacionalk je zame in pa moč, ki je nesorazmerno velika proti moči posameznih držav, nujno potrebno, da Evropska unija deluje. Recimo, na področju umetne inteligence Amazon vlaga dvakrat več, kot vlaga Avstrija v celoten R&D, razvoj research. In tu se mi zdi, da malo včasih se pademo na limance, se zakopljamo v neko temo, se skoraj druga sesujemo. Posledica tega pa je ta, bom rekel, krepitev polov, ki so zelo zanimivi, da pride glasovanje, kjer bi človek rekel, res nimajo čisto skupnega, pa lahko vidijo, da s tem na nek način zašijejo enkrat enega, enkrat drugega, zelo družno glasujejo s ključnim ciljem destrukcije. In to je ključno za me. Če boste slučajno šli to resolucijo obratno, boste videli kar nekaj konkretnih primerov je noter omenjenih, zakaj smo jo mi sploh sestavili v osnovi, če ste se spomnili 21. septembra v Bariju, so te Kazahstan, ki sem prej omenila, fašistični spodi, napadali eno italijansko našo kolegico poslanko s njenim asistentom, ki sta bila na antifašističnih demonstracijah, antirasističnih demonstracijah. In na podlagi tega je potem prišlo do tega, da imamo danes, ko smo gledali statistiko, videli, da je izmeri večje število ljudi, ki so v zaporih po Evropi, zaradi tega, ker so nekje bili v nekih protestih proti antifašizmu, antirasizmu in da je smer več ljudi, ki so nekje ogroženi. Ne? In da se te organizacije zelo dobro organizirajo, posebej po internetu in socialnih omrežjih. Mi komisiji recimo v dokumentu predlagamo, da bi pozvala nevladne organizacije, pa druge sorodne organizacije, da bi nadzorovale in obveščalo o sovražnem govoru, recimo, pa sovraštvo nasploh, ki je prisotno v državah članicah, da bi se več nadzorovali, kaj se dogaja in več o tem obvešča. Recimo tudi, kako bo bolj financiranje političnih strank,
strank, medijev, ki denar prihaja. Zdaj, tudi v Sloveniji smo zelo fajn raziskovati, kje prihaja denar za kakšne medije, kakšne so sile, zaradi katera mi vemo to, da imamo, ne vem, madžarska podjetja, ki bo odkrito financirajo določene medije. Vse stvari, ki bodo nevarne v času kampanje, to bo treba ukrepiti. Orban je omenjen tudi v resoluciji, moram reči, ampak zaradi tega imamo problem v pogajanjih, ker ne najdemo ustreznega jezika dokumenta. Ker mi smo želeli vse države, ki imajo konkretne primere omenjati, recimo za Španijo imamo omenjeno, zaradi tega, ker smo pozdravili odločitev španskega kongresa, da bi umaknili te ostanke Francisca Franka iz tega njegovega počivališča tam, spomenika. Imamo več konkretnih primerov, smo not navajali držav. Nismo pa skupnega jezika še najdel, mislim, da bomo tudi še usklajevali in vem, da je tudi to Orbanovo financiranje omenjeno in zato nimamo podpore takih korupcij. Jaz bi želela, da ne bomo na koncu zelo jezika obrazili, da bomo imeli tam splošna sporočila, bomo dobili še dokončno. Mene zanimalo, ljudje, ki so lično bolj, ki so zasledali izdelovci naše politike, kam so umesti v bistvu v procesu sprejemanja izdelovci naše politike? Pomembno stališče Evropskega parlamenta oziroma odbora razdelitev, oziroma to, da se je skupno odločitelj razvoj članic. To je skupno postopek. Po Lizbonski pogodbi se to zadeva zdaj sprejema skupaj na koncu države. Je bil parlament sam tisti, ki je dajal mnenje. Zdaj ima izvedno močno vlogo. Poznamo ključen problem, se pravi Brexit, odhod države, ki je, če govorimo za 7 let, je bilo tam 1100 milijard ali 1050 proračunov, odhaja država, ki je vam plačala 85 milijard v 7 letih več, kot iz njega dobiva. Pravi, en velik neto plačnik odhaja, po drugi strani nove obveznosti, ki so povezane na eni strani s področjem migracij, varnosti, kar je skupaj nekih 55 novih milijard, obe področji skupaj, potem načelno usmeritev, da gre več denarja za raziskave Erasmus in na koncu pritisk na zmanjšanje kmetijske in pa kohezijske politike. Zdaj, stvar je pa, koliko bodo članice plačale v proračun. Mi smo imeli to poročilo, ki ga dala komisija, temelji na izhodišču, ki je posledica obhoda Oettingerja, nemškega komisarja po vseh državah članicah in je izhaja iz 1,11% GNI-ja, bruto nacionalnega prihodka. Prejšnji proračun je bil zaradi Camerona, to je bil njegov zadnji pogoj, ki je bil 1,00. Se pravi, Oettinger je zdaj predlagal 1,11 in s tem bi pomenil to, da pridejo te nove politike, nekatere povečanje, pa zmanjšanje na kmetijski politiki na prvem stebru za 3,9%, na programu razvoja podeželja za 15%. V kohezijski politiki ključno zmanjšanje na kohezijskem skladu, to je okolje, transport, kjer je 44% zmanjšanje. Z logiko, smo ravno ta teden imeli na trda pogovore, z logiko komisije, da je v novih članicah, ki so upravičene glede kohezijskega denarja, že dovolj zgrajene infrastrukture, tako okoljske, se pravi voda, odpadna voda, upravljanje smetni, kakor tudi prometna, se pravi cestna, železniška. Jaz vidim na tej točki pritisk na nekatere neposlušne skozi najbolj oster instrument, to je skozi denar. In tu prihaja potem do prejšnjih premikov. Res, da so se nekatere države postale razvitejše, pobaltske države kot države tega Srednje Evrope, ravno pa Višegrajska skupina, ki je proporcionalno se dvignila v deležu BDP-ja, za 10-12%, države so tam bile prej med 50 in 60%, EU je se zdaj na 70, regije nekatere krepko preko grejo. In zdaj prihaja posledično tudi do tega, da je več denarja za
Mediteran, manj za Srednjo Evropo in pa za Balkan. In tu gre za en političen tudi spopad. Hkrati pa je to tudi posledica tega, da so dejansko te nove članice zelo dobro izkoristile vstop v EU, odprle svoje ekonomije, gospodarstvo so močnejše in niso več upravičene do takšnega deleža. Evropski parlament zdaj skupaj usklajeno delujemo z odborom za finance, gre v to smer, da bi poskušal ohraniti in hkrati te nove politike, kmetijsko in pa kohezijsko politiko pa na tej ravni, kot je bilo doslej. Nobenega povečanja, zmanjšanja, kar pa ima za posledico, da bi moral biti prispevek držav članic 1,3% bruto nacionalnega prihodka. In resolucija, ki bo šla novembra ven, bo se poskušamo zdaj uskladiti v tem, da bi bil 1,3% osnova, potem pa te politike toliko povečati, da se potem matrika izide. Se pravi, da je seštevek vseh politik takšen povečan, kot se želel ohraniti kmetijsko in pa kohezijsko politiko in pa te nove stvari. Tu bo potem pa to ključno pogajanje, ki bojo pa države članice in predvsem države netoplačnice imajo to zelo velike zadržke in posledično bojo to trda pogajanja, ne? Je pa to dejansko skozi ta moment pride potem do povečanja te solidarnosti z državami, ki smo pod evropskim poprečjem. In tu je zdaj, bi rekel, ta politični spopad skozi procent stopa noter. In parlament je tu zdaj pogajalska težava, ki je na nek način tega postopka, je to, da je zelo težko pričakovati, da bo po sprejetju teh dokumentov do konca leta v parlamentu možno izpeljati dialog, se pravi komisija, svet, parlament, pa priti do zaključne točke. In v tej točki pričakovati tudi zavlačevanja nekaterih v tem postopku, ki računajo, da bojo boljši izplen dobili v novem sestavu Evropskega parlamenta. Bo pa to velik problem, kajti parlament se postavi poleti, nova komisija se običajno s 1. novembrom in je zelo težko pričakovati, da bo v tem 2-3 mesecih sprejeto, pridemo globoko v leto 2020, kar je pa nemogoče, da je potem se pa, ne vem, nek strateški načrt za razvoj kmetijstva, ki ga mora država upraviti zdaj po nove vsemi deležniki, sprejel, implementiral, pa s 1.1.2021 začel izvajati. Tako da je kar ena dilema. Tu je tudi prišlo potem do tega razmisleka, ali ne bi v bodoče imeli 5-letne finančne okvire, tako da bi praktično sestav parlamente in pa komisije imel to možnost izpeljati zadevo, pa hkrati odgovoriti na trenutno izzive in pripraviti predlog in pa sprejeti za novo perspektivo. Gospod Najonova, vi pravite, rekrutirali bi nevladne organizacije, da bi zaveščalo sovražnem govoru in da bi raziskali, kdo stoji za določenimi mediji. Torej bi vi prepovedali takšne medije oziroma kje bi bila tle? Mogoče smo se narobe, ali se ne narodno rekli. Mi pozivamo Evropsko komisijo, da v svojem načrtu nevladnim organizacijam in drugim sorodnim organizacijam predlaga, da bi spremljale v državah članicah pojav sovražnega govora, ustraševanja in o tem poročale, osveščale javnost. To bi bilo nekje smernica, ki bi jo komisija predlagala nevladnim organizacijam, da bi bile bolj aktivne. Ker vidimo, da je ta sovražni govor, nestrpnost, lažne informacije velik problem in da se je zelo težko proti temu boriti. V bistvu so zato odgovorni vsi akteri družbe. Zlasti imamo mi ukrepe, ki so nekje priporočila Bruslja, kot veste pa medijska zakonodaja o suverenosti nacionalnih držav. Tu so lahko smernice, da se omogoča pluraliznost medijev, svobodo medijev, ampak zelo velika medijska zakonodaja se odloča od države same, kar pa je bistvo in je bistvo temelja delovanja vsake demokracije in evropske vrednote, je pa, da zagotovimo varno, neodvisno, svobodno poročanje, vse pogoje za novinarje, da lahko delajo varno in da je to novinarstvo tudi profesionalno in verodostojno. Tukaj je potrebna tudi seveda samoregulacija. Tem pa lahko Kaj pa drugo vprašanje, raziskali, kdo stoji za določenimi mediji? Mislim, ja, gledajte, kaj vam imamo veliko informacij po Evropi, kako se financirajo mediji. Dobro, lahko povem za Slovenijo, podatki, ki ste jih sami dali, so uradni za 3 madžarska podjetja, vsaj to je zadnji uradni podatek, ki ga imam jaz.
sofinancirala 2 medija v Sloveniji v vrednosti skoraj 1,5 milijona evrov. To je uradno objavljen podatek, gre za Demokracijo in Novo Slovenijo. Zdaj, potem pa Nova TV. Ja. Ampak včasih, veste, ko gledamo, kako so mediji, imamo ogromno netransparentnosti. Jaz sem da sama novinarka in vem, kakšno visoko profesionalnost in neodvisnost mora mediji obdržati. Ko pa je vprašanje denarja, transparentnost lastništva, kdo financira medije, mislim, pa včasih mi kot politika nimamo te moči, tudi pravosodje včasih ne deluje tako, kot bi moglo, da bi tudi novinari sami raziskovali, kje prihaja, to je lastništvo in viri financiranja določenih medijev, ker gre dejansko za verodostojnost medijev, da lahko hrani profesionalizem in neodvisnost, da se vprašajo tudi sami demokrati, da je ta samoregulacija, od kje prihaja finančnih sredstev. Ker imamo kar nekaj sumov in dokazov, da so financirana seveda tudi po političnih sredstev. Je ekonomska odvisnost, je To je sicer tanjeno področje, pa tudi mislim, da je to tema za kakšno okroglo mizo, ko bi predvsem morali to biti, ampak pregledal 3 slovenske dnevnike, pa malo tako po občutku, kako kakšno glas stanejo, pa to, pa kdo je lastnik kakšnega od medijev, pa tudi lahko mislim, da imamo mi zelo veliko o tem narediti in jaz mislim, da je en ključni naših problemov v tem, da je še vedno po eni strani predvsej možnosti skozi upravljanje ali pa nek način vplivanje na, predvsem na podjetje, ki so državni lasti in se medijski prostor, vemo, kakšen je, ste to vi bolj poznate, kako stvari potekajo. Lahko se kje o tujini pogovorimo, lahko se drugki o doma pogovorimo, kako stvari potekajo. Pak nič, dejstvo pa je, da jaz pojemljam to zadevo. Medij mora biti od nekoč plačan, ker drugače ne bo imel kvalitetnega medija, kar je normalno, ne, tudi za neki drugi stvari smo ga malo na različnih straneh, ko smo pa različni pogledi so, kako ta medijski denar, ki se steka na digitalne platforme, kvalitetno pripeljati avtorje vsebine nazaj, zato da bojo te vsebine kvalitetnejše in boljše. Ne. Definitivno pa je zame tudi nič nenormalnega, če vemo, da je Nova TV bolj medij, ki pokriva neko politično opcijo, imamo pa precej zamegljeno tudi, ko pokriva katero drugo politično opcijo, pa kakšne svoje interese, kakšne medijo, pa tema, ki je zelo zanimiva in mislim, da ni na našem plenarnem zasedanju, pa tudi jaz se ne želim razpravljati naprej, je pa več plasta, pa za Slovenijo bo zelo potrebno, da se malo tam njegova dvigula, ker mislim, da bi tudi stvari demokracije bilo boljše, kot prekašen so pa še te druge. Kako sem v momentu, ki je razpravljala tudi možnosti glede trdega Brexita, kaj bi trdi Brexit pravzaprav pomenil za financiranje oziroma finančne vere v obstoječe perspektivo, ker se 29. marec članstvo poteče, da vstopa pride, če nekega dogovora ni. Zdaj, kar jaz razumem, obstajajo načelni dogovori, da gre za džentelmenski sporazum, da Britanija poravna svoje obveznosti vsaj do konca te perspektive, kar pomeni tudi še 2 leti po izsledku, ampak če toliko potrebuje in v zadnjem času padlo, po kakšni recimo kršni varianti pogovarjajo, oziroma kaj pričakujete, kaj so potrebuje? Najprej razčistimo to, da še džentelmenski dogovor o plačevanju. To ni noben džentelmenski dogovor, ampak stvari, ki so sprijete in zapisane v finančni perspektivi 14-20. Vemo, da se nekatere stvari izvajajo še 2 leti, zato je Britanija tako prijemnik iz te finančne perspektive za celotno obdobje, tudi takrat, ko bo zunaj EU-ja, za kakšen Horizon projekt, ali tukaj tega ima zelo veliko, in plačnik v tem delu, kot je bilo dogovorjeno, in ta izstop je naslednjim letom bil predviden. Ampak, kar se tiče finančnih stvari, je cela ureditev na obdobje celotne finančne perspektive. Tu ni nobenega, da to je bilo čisto zavajanje, ker je Angležo, koliko bo še plačal, zgodila grejo ven. To je zato, ker bo njihovi kmetje, njihova politika dobila. Res pa je, da bo v tem času Velika Britanija neto plačnica, kot je doslej.
bo pa imela tudi ta dostop tega trga. In scenarij, ki je narejen za novo finančno perspektivo, je narejen hard Brexit. Ne računa se na nobenega prispevka iz strani Velike Britanije, to je odprto, to bo se komponiralo, ko bo znan dogovor, zato so ta pogajanja toliko teže, ker je to odprta zadeva. Ampak recimo na primeru, ko se rekel, da je Britanija 12 milijard več plača na leto, kot proračuna dobi na poprečju 7 let. Recimo Norveška, ki je toliko manjša država, kot je in ekonomija, kot je britanska, letno plača približno 1 milijardo, zato da ima prost dostop do evropskega trga, skozi norveške mehanizme, ostale prispevke, ki jih plačuje. Tako da tu je pričakovati, tu je možno korekcija v, bi rekel, pozitivno smer za evropski proračun, če bo dosežen nek dogovor, če bo norveški model, kjer bodo pravila trgovanja vsega tega, pa tudi nek prispevek za Evropsko unijo je del tega dogovora. Tako da v osnovi pa je ta predlog narejen tako, da se na nič ne računa na Veliko Britanijo, se pravi, kar se finančno tiče vsega tega hard Brexit. Nobene rešitve, ker je ni na veliko in je bilo čisto špekulacija, karkoli bi bilo. Prav ni dvoma, da bi do konca te posledeče finančne perspektive lahko prišlo do kakršnokoli preloma. Doslej je to področje bilo urejeno. Kako zaključiti to perspektivo, doslej so bila trda na začetku, tudi malo zavajanja, kako plačuje, zato na koncu je to zdaj ugasno. In zdaj ključen problem je Severna Irska, meja na otoku Irska, tako z velika pretoka ljudi, kot z velika pretoka blaga, kjer ne želi niti Britanija, da bi bil nek poseben status za Severno Irsko, potem se hitro Škoti oglasijo, da bi tudi imel svoj status, hkrati pa bojo pa osnovne svoboščine Evropske unije z novo nastalo mejo dobile mejo, ki je doslej ni bilo znotraj EU-ja. Prejšnji nedeljo so potekale volitve na Bavarskem. Bavarske volitve vedno odmeva, ni samo na Bavarskem, tudi v Nemčiji, pa vse posodi v predjetu Evrope. Če gledamo malo volitve, tradicionalne stranke zgubljajo, one malo bolj levo, pa malo bolj desno, pa kar se prispevki dobivajo. Kako komentirate te volitve? Volitve na Bavarskem ne moreš, ni mogoče na celo Nemčijo. Izrazi so pa seveda pokazali to, kar so sami ugotovili. Na eni strani razkol znotraj CDU-CSU, nemške konzervativne sile in pa seveda tudi padec socialnih demokratov, ki tradicionalno niso bili močni na Bavarskem, da treba vedeti. Če gledamo raziskave za celotno Nemčijo, je slika drugačna, je pa res, da te obe sili do določene mere izgubljata. Kar se je pokazalo, mislim, je troje volitev, Nemčijo, Belgijo in Luksemburg. Je bilo zanimivo videti in mi smo analizirali rezultate, da so povsod nekaj pridobili zeleni. Ampak so specifike zelo različne, nimajo skupnega nekega imenovalca in ni v vseh državah isto. So pa res, da je tradicionalne politične sile načete ravno zaradi, jaz bi rekla, več dejavnikov. Mi smo šli čez vrsto kriz v zadnjih letih, ki so načele močno zaupanje ljudi v to, da politike in evropske politike, tudi in nacionalne delajo dobro njih. Kar pa mene malo vsem optimizem vrača, je pa ta zadnja raziskava in tudi nekaj podobnih raziskav smo že imeli v državah, da pa ta skrajna desnica ni v takem porastu, kot smo se bali, da bo, je prisotna, ni pa tudi po rezultatih v Nemčiji druga najmočnejša sila, ni se to zgodilo, enako so zgubili v Franciji, ni na Nizozemskem, bo pa seveda ta trend zelo dobro spremljati, ker mi imamo zdaj veliko tekmo med političnimi silami do evropskih volitev. Te tradicionalne določene mere zbibljajo na račun raznih ali novih populističnih gibanj ali novih sil ali do določene mere, če gledamo danes raziskave, bi se znalo krepiti okrog tudi liberalcev, če se bodo povezali tudi mogoče v nekaterih državah zelenih, tudi da bomo tu imeli kar napeto bitko, kako nekje predvsem, ker pa je ključno, da imamo to proevropsko koalicijo še zmeraj. Mi imamo danes, če gledamo pa raziskave po celi Evropi, proevropske sile še vedno močnejše. In
to bo tudi tisto ključno, jaz mislim, ko bomo nastopili na naslednjih volitvah. Da mi sodelujemo skupaj, ker imamo skupen interes zadržati to Evropo kot prostor varnosti, svobode, demokracije, enotno in močno. In tu bo ta bitka med proevropsko večino in pa med tisto, ki bo bolj sovražno, nevarno, populistično nastrojena. Pa druga fronta, da bodo ljudje sploh šli na volitve. Če sam zdaj, prvo, kar je Salvini je zelo slavil po volitvah, pa ne vem, zakaj je slavil. ADF je res prvič v bavarskem parlamentu, ni pa dosegel tega, kar se je napovedovalo, kar bi bilo vredno, res nekaj tako velikega proslavljanja. Ne. Prišlo pa je do teh prerazporeditev, kot je Tanja omenila, prej so procent, ki ga imajo pa skupaj SD, pa zeleni, podobno kot je bil prej je bilo 2010, zdaj spet 2010, tam se je obrnil. Na tem desnem političnem polu so liberalci nazaj v parlamentu, blizu 10%, ki vodijo neko podobno politiko, kot jo ima tudi CSU, in po drugi strani ta Freie Wähler, svobodni, je v bistvu zopet neka krščanska socialna unija, oziroma svobodni niso znotraj CSU, ampak politično blizu, tako da je pričakovati koalicijo, zdaj, kar je novo. Nemčija je bila, Bavarska je bila tako unikum, da to je druga, tretja koalicijska vlada, sicer je CSU, prej navalo Straussa, ki je očitno zgradil Bavarsko iz najbolj revne, to je najbolj južna država, ne, v Nemčiji pa je iz najbolj revne naredil najbolj bogato južno državo, kar nekim drugim sistemu ni date. Hkrati pa se je s to politiko, ki jo peljal Seehofer, pa Seehofer očitno zgubila ta moč v CSU-ju. In drugo je pa so tih vplivi zunanji, ki so pač ADF je v bistvu lahko slavijo, da se popravi, mislim, da so prišli v parlament, niso pa dosegli to, kar je na nek način bila ocena, da bo enostavno ta del v porastu. Bavarska je, kot sem rekel, najbolj bogata država, država Nemška v evropskem formatu, ampak očitno do tako dramatičnih premikov ni prišlo, razen to, da je koalicija in da se tu težišče zamenilo. Bolj so take zgodbe, kot je naša soseda Italija, to jaz mislim, da imamo zdaj eno zelo zanimivo situacijo, ne? In ta situacija, ki se bo zdaj odrazila predvsem z pregledom osnutka proračuna Italije, ki je v bistvu totalno po vseh podatkih, koliko jaz pač imam neusklajen, se pravi, da je ta primanjkljaj bistveno prevelik, kar ima lahko za posledico scenarij, ki smo ga šli skozi v Grčiji, ne? In grški scenarij z 10 milijonov Grkov, pa z njihovo ekonomijo je zelo zatresel evropski monetarni sistem, da bi se kaj takšnega zgodili in je bilo že takrat govora, da sta pravi grožnica pa Italija, Francija, pa v Franciji je Macron pač pelje zdaj politiko, podobno kot je Tipler spremenil v smer neke usklajene monetarne politike, medtem ko je italijanska vlada na osnovi pač takšne vlade, ki jo ima, ki tudi antievropska, bi rekel v tem delu, da ne verjame in je v barometru Italija zdaj država z daleč najslabšim, po vseh parametrih na dnu pripadnosti EU-ja in sam tu pričakujem velike probleme. Je pa tipična država, kjer so praktično naše FPF je praktično zgubo v Italiji, očitno so stavili na napačnega konja, ki se je zdaj malce opehal. Po drugi strani neke nove stranke, kot so te zvezec Salvini se krepko ukrepil in Italija zame danes, glede na svojo težo ekonomije, pa to zelo država, ki bo lahko majala v Evropsko unijo prebolj. Eno predstavšli smo na včeraj, pa se imate pričakovali spravo o falskem novinarju. Poročilo. Pa še skoro je prosili, da se pa že enkrat pozvali, da bi bila sankcije, glede podaje orožja, ali smo vpleteni na evropski konflikt. Se vam zdi sploh realno, če se dokaže, da je Savska Arabija, da je ubila novinarja, da se ta, da se tega te sankcije gledali tako velik svet za Savska Arabija v Nemčijo? Da se sankcije razdravo, da se ne bi nekaj vlada... Je nerealno, je pa pogumno in prav, da se
Jaz bom rekel, upam, da je Saudska Arabija zdaj prestopila v očeh tistih, ki sodijo njeno početje.